mislijo, so prijeti Boga za jajca, ali kaj, če moramo mi te poslušati to sranje. Joj, če ne boš dal mir. Če ne boš dal mir, te bom jaz razbil. Razbil te bom! Ne boš. Danes gremo v šolo in pika. To sta mi oba obljubila. Koliko tednov sem moral trpeti vajno nad vlado. Matica ful teži, matura je čez slaba 2 meseca. Zadnjih časov vzemem stvari v svoje roke. Sicer bomo celo življenje le gimnazijski maturanti. Ja, ti boš, prav, ampak ne bo vedno po tvoje. Med počitnicami ti ga čisto prepusti. Delaj z njim kar te volja. Kako čudne sanje sem imel. A ne? Z desno nogo. Zjutraj moram zmeraj vstati z desno nogo, da se bo dan dobro začel. Z desno. Fak, da bi me celo noč kdo tolko s kijem po glavu. Za popizdi. Nov dan, nova šansa, da pademo ženskemu svetu v oči. In da on pade dol, in da mi pademo nam. Ja, ker pa gremo danes tudi v šolo, se bo treba lepo obleči. Ampak, kaj pa ne oblečem? Pa se nič nimam. Kavbojke, 3x prane plus flanelasta srajca. Mačo izraženo strašnega moškega. To ne bi. Ti, kaj pa kaj bolj umerjenega, ampak vsem za pogledat. Hlače, styliš, majica zapeljiva taka, seksi. Si pozabil? Danes bo v šoli tudi Maja. Ne. Predlagam metuljčka, frizuro na prečko in pa bele nogavice. Šola namreč ni šala. Zato je treba predvsem impresionirati učitelje. Še posebej, ker bo danes vprašal. Ja, dej bo tiho, dej. S tem ne. Pa bi impresioniral ženski. Ti perverzneš! Kje si to našel? Pojdi to! Še mi deli, to mi deli, Ojoj, odkud neki se je pa to vzel? Mislim, da bom oblekel kar isto kot včeraj. Se res, kako pa to, da ste se vidva danes tako hitro dogovorila? Sporazumno sva se sporazumela, da gremo danes v šolo. Ker danes se mora pojaviti v šoli, ne? Ja, in da se na poti slučajno ustavimo v gostilni. Jaz vedno pravim, da pot je zelo pomembna. Cilj? Ne. Važno, kako prideš do cilja. V našem primeru tale cilj, oziroma pot, vodi slučajno mimo gostilne. Ja. In če na poti srečamo še Majo... To je zgolj taktičen postanek, da izvemo od koga kaj je bilo za nalogo, da jo prepišemo in predebatiramo odprto vprašanje v slovnici. Dej boče tiho, no. No pa sklanjaj dno v dvojini, če moreš, pametnjakovič. To je bilo lani na maturi. No. Tlej tista finta, ne? No. Dneva, dnevu, dnevi, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota. Tako, ready, steady.
še en vitaminski tabletek, ali kaj že to? Ekstazi. Za boljše živčke. Kar spravi, tole nama bo zvečer še prav prišlo. A? Danes je petek, dan za ljubezen. Ja, haleluja! Sem neumen, kmaj bi pozabil na to. No, najvažnejši stvar bi pa kmaj pozabil. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's so bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Oči, a mi daš nekaj denarja? Malce moram plačati še za prejšnji mesec, pa še za en izlet odprej, pa še ti z njihov gimnazijski sprat za nerazvite, ali kaj že, pa še kaj. Ja, vem, da so deruhi, ja. Ja, seveda se pridno učim. Tako pameten kot ti. Pa ne, oči, ti si najbolj pameten. Mami, danes pobirajo za učiteljico. Za cvetje. Ne, ni umrla. Rojstni dan ima. To je že 5 mesec praznuje 35 let. Ja, tako kot ti, mami. A ne, seveda si najlepša. Ne, oči mi ni dalo nič. Ja, pridno se bom učil. Pa ne gre to hitrej? Mi bo hodnak sem leteta tu. Za knjige. Za ljubezen. Za žuru. Babi! 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 Babi, danes po Maši sem mislil v Faroš, da bi dal za Mašo, veš, za našega Devita. Kaj? Ne, babi ni več živ. No, daj no, stara, daj, izplužite cvenke, no? Bodino tiho, tole bo zvečer vse poplačeno. Ja, babi, lani smo ga pokopali. Malo si sklerotična, bi se lahko rekel. Kaj? Ne erotična. Sklerotična, ne erotična, babi. Babi, ti preveč gledaš kmetijo. Hvala, babi. Kaj, ko bi šli s kolesom v šolo? Tole nam bo pomagalo ohraniti dobro kondicijo in poleg tega je narava v tem letnem času tako lepa. Njena dehteča opojnost skozi nosnice preveva vse do globine srca. Človeka usrečuje in izpolnjuje v dno duše. No, ne. Kako se že sklanja dno? Dej, bodi tiho, no.
Gremo rajš z avtom v šolo. Bebe palijo na avto. Kaj pa bi že šli? Pozno je že. Mami, oči, babi, jaz grem. Mi gremo, jaz, v šolo. Mi gremo jaz na pivo. Mi gremo jaz na ženske. Jaz grem na štop. Adijo. Kar se mene tiče, sta oni njegov maturo že zapečatili. Vedno sem ga miril, nazaj rekel. Pa kaj to bi rekel, da je neumen ali pa neki? Ne, on je super genij. Pa si gre življenje težvati s tem, da hoče starega psa novih trikov učiti. Ja, če boš tako naprej, ne upaš za mature. Šola ni šala, ne? Ampak on hoče osebni pristop. Malej, če mene vprašaš, si sanjaš. Kdo ste pa še za koga zmeni? Vsak ima svoj krog prijatelj in svoj krug problemov. Ja no, prijatelji smo zato, da ga podpiramo, da mu pomagamo. Ja vem, ampak kdo pa me je pomagal? 2 meseca pred maturo. O, ne. Če boš šel še enkrat tako daleč, boš šel ziher do ravnateljice. Ali pa do ministra. Sem ti rekla, da bo prišel Lupus in Pavla. Kje je v Grmovju? Ne, ampak pred vrati. Čijo, sorry, ker sem. Ja, sej se ti vidi, da si pobožen. Ali ti je prva stisnila danes, ali si jo pa do 2 zjutraj na netu, če veš, kaj mislim. Pa stari, pa spet težiš. Mislim, pa me ne moreš vse enkrat pustiti na miru ali pa biti normalen. Sicer pa sebe poglej. Ej, dej nehi tak, ker se obnašata ful butasto. On je začel. Ma del tihe. Ej, stari, da si pa reči, kaj za pokadi. Zdaj sem pa dober. Čeprav sem malo slab spal, a? Dve ženske imate bolj spretne prste. Dej, naviti danes. Viš, ko bodo tile mehki prsti poskrbeli za tole, se bodo lahko posvetili kakšnim bolj prijetnim opravilom. Jaz namreč obvladam ročna dela. Živi otroci, kaj boste, a? Ej, ti se meni pa ful znana nekje zdiš. Imaš kakšnega brata ali pa ful starejšo sestro? Jes, brata! Ne da bi vedel, res ne. Kaj boste, a? Dej, pa res 3 pere tukaj. 3 piva, da? Ne, jaz ne bom pera, pa tudi on mora biti dan skoraj v Pes šoli. 2 piva. Ej, dej mi eno močno kavo smetano. Kafa sa šlagom. Pa dej, bom jaz
Kapučino. Kapučino? Dozneš to? Jaz bi sem kava brez, mi bo onda malo smetane, če smem. Kaj pa bez slaga, da, bez, dobro, još nešto. Ej, a imaš slučajno rizle? Kaj? Rizle. A rizle misliš? Ne, nima, glik zmanjkalo. Ne stari, Zamudili bomo, pa še naloge nismo naredili. Pijadora, spet si za šankom. Če se danes ne prikaže na matematiki, potem ne bo pravil mature. To nam je obljubila na grobu svojega prvega moža. Ne vidiš, da imam delo? Ti je bilo danes kaj za nalogo? Ja, sem za slabo Marko. Ti dan za prepisati. Ja, dej, noče naš. Ti dan, samo če se bova danes popoldne učila pri meni. Veš, ne morem, no. Res danes ne morem. Lahko tudi pri tebi. Nimam časa, dej mi nalogo. Pol mi dej pa vsaj lučka. Lej, sem ti že 100-krat rekel, da nekaj s tem. Kar je bilo, je bilo. Itak me pa ne moreš prositi v nekaj, česar nočem. Ej, kaj pa ona prav? Misliš na... Ja, na to. Včeraj je malo namiknila, da bo danes spraševala, kar smo imali. Vse to sam zato, ker ženska misel, da sem jaz na njena Toyota Corolla nalimal tisto. Nič ni bolj tujega v božjem stvarstvu, kakor človek, ki uči matematiko. Zaradi tega me ženska še na maturo ne bo spustila. Ma ja, stari, za tisto nalepo itak že cela šola ve, da se imaš svoj profesor slovenščine, ki je že 100 let zaljubljen vanjo. Ona pa mu ne da zadostne večine za zapolnitev vrzeli v privatnem sektorju. Pa sem pa jaz kriv za njene probleme. Prej ali se je tudi ne prišel na oko pravi storilec. Ampak tebi ima napike bolj zaradi različnih ideoloških pogledov. Kokarkoli že, no. Odmoru pred uro si jo malo pogledal tiste enačbice, ki ste jih včeraj imali, pa vam znal vse. Aha, sigurno. Ja, smo pisali celo uro kot strgani. Samale. O nekakšnem zakonu, da so marginalne kodne funkcije preliminarno matrične vrste dvojati po NT korenu iz Gaussove diskriminante. Ampak pod pogojem, da so drugi odvoj diferenčni enak po območju somraka večji od nič ali se limitno približujejo na Hesijev diagram, ohranitvi mase, ampak le, če mene vprašaš, ni panike. Itak možem vzeti sem tiste števila, ki pri množenju z iracionalnimi konstantami daje take lepe marjetice. Stari, je to vse? Ne. Pa razlagala še o svojem drugem zakonu in zakaj se ločila v tretjem, ampak itak rekla, da tega ne bo v kontroli. Stari, le, jaz ti pravim, prešpricajo do konca leta, itak se moraš spustiti na maturo zaradi tvojih stari. Ker so, vse veš, ker so ravnatelj dovolili, da si je na črno potegnil elektriko od vaše hiše. In če bi te na maturo spustila, bi se lažje se kakšen vodovod zmenil. Ne. Jaz ti pa predlagam, da greš ti kar lepo na matematiko, se malo pogovori z njo, pa ji poveš, da misliš resno naprej. Ali pa na bluzer daš probleme. Lej, naprimer, da ti bila stara mama 2 tedna v bolnici, tole pa lahko v komo, veš, in ste bili čisto šokirani, ne? In potem ste mislili, da je skoraj umrla. Pok je pa res umrla, da se je pa čisto iz tega vrglo. Pa imaš dober izgovor, če treba lahko kar takoj na matematiko. Se nameravam za zvečer povabiti ven.
So starci nekaj cvenka kapali. Aha, vidiš, kaj ti ni bilo toliko časa. V tem času se je Maja greja že same. Kaj? Kdaj si pa to izmislil? Vse, kar se je zgodilo, je to, da si je povabil na žurko, ki bo danes. Itak pa bi tako ali tako prišla. Ej, ti prideš tudi, ne? Ne, midva z Majo greva po svoje. Jo, sem danes vesel. Čutim, da bo danes še en lep dan. Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan. Tudi to se zgodi. Okej. Natakar, daj mi kar račune vse to skupaj. Čekaj. Kaj, račun boš? Ja. Čekaj malo. Da. 3 vodke i mnogo viskija i jedan Kegljević, da, i rakija, 7 rakija i jedna beherovka i Valentine's, da. To ti je, gledaj, 85 i 10 i 20% DDV, znaš, to ti je za pahora i 5 pod strežba, to ti je, znaš, ajde, 130 zada i računče. Ne, stari, lej, ne zanima me vaša celostna ponudba, ti samo te 3 kavice mi računaj. A, še kafe, da. To ti je 130 i 15 za kafe, 150 zate, evo. Čakaj, nimam Digitrona s sabo. Ti, daj povej mi, s katerim iracionalnim številom pa moram deliti to vse skupaj, da dobim končno cifro. Pa kak je mi računalni število? Tam vidiš onaj tip tam pozadi. Vidi, odkar je prišel, ko žona, ajde, zdaj pa plati. Plati. Pa je šlo v maloro. A pa se vidimo zvečer na žurki. Sem prav slišal, da prije zvečer gled mene in Majo. To bomo pa še videli. Halo, dej gremo tudi mi. Mene pomahala. Ona se ne bi nikoli tako ponižila. Ne, tebe še opazijo nekaj si pregad. Ti pa zabit. Jaz te imam tudi rad. Jaz pa tebe še bolj. In kako misliš ti to danes matematiko rešiti? Malej, stari, sej si frajer. Dokazal si, kar si falt. Kaj hočeš povedati? Se spomniš lani na začetku leta, ko smo se šla predmaturitetno ruleto, ko smo tekmovala, kdo bo v prvem semestru spravil več negativnih ocen. Čakaj, koliko si že imel ti? 10. 2 manj kot ti. Itak za cel vinograd, stari. 12 sem jih imel, stari. Mater, sem bil dober. Ti, ampak vsakič smo popravili za vse prav dobro, če ne že z odlično oceno. Ti profesorjem ni bilo čisto nič jasno. Stari, res je. Ampak nekaj je. Jaz sem s tem nehal. Konc, finito, lej, zmagaš mi. Treba je misliti naprej, na počitnice. Kaj boš počel med poletjem, ko bodo drugi žureli? Jaz ti lahko pomagam. Kadarkoli me lahko pokličeš, pa bova skupaj terevala snov. Ma lej, sej meni se sploh ni problem naučiti vsega tega. Sam veš nekaj, pa bi za to porabil ves svoj prosti čas, pa še nekaj spanja povedi. Kaj? Ali to vsi delamo? Jaz nisem bila na fešti lej zadnje pol leta in ta danes je zadnja do rokotoca. Stari, zdaj tu ne bo imel noben več za piflarja. Održ že enkrat. Pa vidva sta kaj moj ta star. Cele dneve dela, od jutra do večera, kar malo preveč. Pa čez vikend se ga pa naseka. Vidva imate isto mišljenje. Učenje do nemoglosti, ko pride žurka pa spet v drugo skrajnost. In tako znova in znova do konca.
Stari, in to ne bi bilo človeka vredno življenje. Pa vem, stari, ampak zdaj mora stisniti. Drugače ne boš mogel doseči svojih življenjskih sanj. Hej, oprosti. V kaj pa ti veš o mojih sanjah, pa o tem, kako hočem jaz živeti? Kako? Kaj misliš, da si? A? En navaden dijak. Za starše obvezen strošek, za državo par številk, za šolo pa samo denar od Ministrstva za šolstvo in šport. Tako ali pa tako te ne bo noben nikjer opazil. Sam probleme si delaš, brez veze. Stari, in če ti kaj ne paše, raje ostanem doma. Ja, vse mogoče pa tudi bom. Tako. Ker povejte profesorci, da sem mi naredil vesele, sej ne bom pokvaril povprečja za njeno jebeno plačilno bilanco. Sej prid nazaj, pa ne bo sprpa. Prid nazaj. Pa je šel? Ja, kaj pa zdaj? Briga me zanga. O, daj greva tudi medva. Vse veš, da imamo nemščino pa matematiko. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers, leave those kids alone. Hey, teacher, leave us kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers, leave those kids alone. Hey, teacher, leave us kids alone. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Ne verjamem, da se od danes pokazal v šoli. Pravim, da greš tako z mano, če nimaš spremljevalca. Wie? Heil! Lauter Deutsch über alles! Arbeit macht frei! Meine Damen und Herren, mit dem Substantiven kennzeichnet der Sprecher Lebewesen, Sachen, Dinge, Begriffe oder Abstrakter.
Substantive werden im Deutschen mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Mit dem Artikel die, der, das wird das Genus angegeben. Substantive werden als Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung. Was? Was ist das, Bolpochas? Langsam! Was sich überhaupt sagen lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Bockerflix, mein Gott! Wo war ich? Bockerflix, Mein Gott! Oder als Attribut gebraucht werden und können verändert werden. Sie sind deklinierbar. Neben dem Genus werden Substantive noch durch verschiedene Kausus. Nominativ, Dativ, Genitiv, Akkusativ und Numerusformen, Singular, Plural gekennzeichnet. Das macht mir dieses Land wieder deutschsprachig. Smile Hitler. Setz dich. Wo ist DJ? Nicht in der Schule? Mein Gott im Himmel, mein Gott. Ich gehe jetzt weit weg von der Schule und von der Mathematik. Es ist besser für die Gesundheit gleich. Es wird nicht schön zu sehen sein. Schnell! Gleda, da že cela šola ve, da bi moral danes priti. Mah, se ni tako hudo. V najslabšem primeru se ga lotila kot svojega prvega moža. Ne, danes ni morate uveljaviti bonusa, brez opravičila. Ne, hotel sem samo vprašati, če grem lahko na WC. Poglavec na kužni, kje pa mislite, da ste? V parku, da se boste kar sprehajali? Ko sem še jaz hodila v šolo, si nisem upala niti roke dvigati, kaj šele iti na toaleto. Ne, tudi vi ne smete na toaleto, pa se še vi rede naučite, potrpite. Kaj si spet? Vaša prisrčnost in dobrota. V imenu razreda bi vas prosil, da danes ne sprašujete, ker je 45. obletnica obstoja sporazuma med podpisali so neki. Ohranimo spomina očeta našega naroda, prosim, profesor. Geologi, botaniki, zoologi, bla, bla, bla. Kaj pa jaz, da sem na svoj čas oficirka mednarodne organizacije Kurčlus, za nas ekstremne govorje, pa ni nič pomembno. Nimamo prosto ne petek, ne svetek. Tišina! Pa vi ste zasnored. Vi ste sposobni človeka iz nirvane v ne vem kaj spraviti. No, povej že. Kaj ste mislili pri včerajšnji slovi s tretjim korenom Gaussovega aksioma? Ali velja v komutativni grupi? Pojma nimam. Ali ste vsi v razredu? Ali se je kdo zaradi nemogočih razmer končno le odločil za sončno upravo? Skoraj vsi, nihče. Kako? Ste vsi prisotni? Ja, udeležba je 85%. Naj vprašam drugače. Ali kdo manjka? Manjka 15% dijakov. Je DJ prisoten? To je dobro vprašanje. No, DJ je, DJ bo, torej DJ...
svojo kritično misel. A mislite, da me zato 14 dni ni bilo kar? Zaradi kakršnega koli prepričanja ste mogoče pomislili, da me je preprosto bilo strah. Ja, težko je priznati, težko je povedati. Pa sploh ne opazite, da ste v svojem pedagoškem zanosu ustvarili diktaturo psihološkega ustvarjanja. Čakaj, Mulc, kako se pa ti z mano pogovarjaš? Kaj pa bi bilo, če si najprej dobila avtoritete? V razredu ne je bilo nobenega mera. In mer je potreben. Sploh pri matematiki, ki je natančna in disciplinirana veda. Jezik je matematika. In matematika je jezik. Vi pa ste otroci in tega jezika še ne govorite. Ma, ne bi s takim. Večina od vas več časa preživi v šoli kot svojimi starši, zato vas moramo tu tudi vzgajati, ne samo poučevati. Točno to vam hočem dopovedati. Hočeš reči, da se končno enkrat strinjava? Niti slučajno. Mi sploh ne govorimo istega jezika. Ti, ki se tako zavzemaš za osebni pristop in humanizacijo šole, sedaj trdiš, da pravzaprav sploh nočeš, da učitelji prevzamemo vzgojno funkcijo izobraževanja. Sploh ne vem več, kaj bi radi. Pa saj niste vi krivi za to. Kriv je sistem, ustvarjen tako kot farmapiščanci. Čim hitreje moramo pogoltniti čim več informacij, da pridobimo na teži, da napredujemo. Nihče pa se sploh ne vpraša, kaj vse sploh pogoltnemo in kakšen sploh je naš cilj. Cela družba je tako prekleto zafrustrirana. Vsi imajo neizpolnjene sanje, velika pričakovanja. Vsi bi samo jemali in sprejemali, nihče pa ne bi nič odgovoril. Pa vsi smo vsi krivi po svoje. Ampak pustite vendarle mladosti svoje pot. Pomislite, šola so ljudje in ljudje so več kot šola. Zatorej so ljudje v šoli. Ni šola zaradi ljudi, ampak so ljudje zaradi šole. Pa ne razumem, kdo more. Meni pa se zdi, da je vse skupaj bolj preprosto. Spravi v komo levico, pa se še sam boji. V modrem kotu pa matka, hitre noge in še hitrejši jezik. Kdo bo zmagal? Kdo bo odnesel celo glavo in kdo brez zob? Sej semerno, prav? Pa kri bo levi bok, pa ga en trošek, pa tako ledvico, pa ga prepogleda. Oprostite, sej ne ve, kaj govori. Že cel dan je pod vplivom nekakšnega ekstazija. Resnično mi je žal. Pustite mu vsaj 15 sekund. Sicer je pa kolovčka, mlad in krotek. A ga polna luna čisto ven vrže. Ne, ni res, kar se je zgodilo. Wow, imaš pa res jajca, da si upaš to povedati. Ponosna sem na te. Tudi Maja je gotovo ponosna. Veš, moja mama je poštena žena. Živi na kmetiji, trdo dela. Je dobra in skrbna mama. Za učiteljico pejt. Pozim ti bo toplo v šol, polet boš lepo v senci na hladnem, dobro plačo boš imela, pomisli na ogled, ki ga boš uživala. Ne bo ti treba delati na kmetiji. Učivala boš večino dni v letu. Zdaj je stara 82 let. In kadar jo obiščem, mi pravim, da ni vse tako preprosto. Da je danes težko biti dober in pošten učitelj. Da mogoče sploh za učiteljico nisem naredila.
Mogoče se vam zdi smešno, mogoče žalostno. Hotela sem samo povedati, da je življenje loterija in da malo kdo zadane. In ti, DJ, bi se rad izognil tej loteriji. Pazi, da se ne boš s tem izognil tudi življenju. Hvala. Nič, zdaj je že prepozno za spraševanje. DJ, to ne pomeni, da te ne bom vprašala. Naslednjič, ko se vidiva, bodi pripravljen. Da pozabiva na preteklost. Ti in jaz bova lažje spala. DJ, to, kar si naredil, je bilo zelo plemenito. Bil zvečer. Čakala bom najprej. Matematiko imamo šele v torek. Več kot preveč časa, da se vse lepo v miru naučimo. Tu je 1, 2, 3 pa 3/4 fešte do takrat. Dovolj časa se bo za naučiti. Ej, pa on ve, da imamo jutro soboto nadomeščine za en dan naprej. Se veš, prvomajske počitnice. Točno. Njega včeraj ni bilo, ko si to povedal. Mislim, da je ravno kar zvedel. Spet čisto sam. Vedno in povsod. Ljudje božji, več kot nas je na tem svetu, bolj in bolj smo sami. Zato pa rabimo dobre zabave, pa praznike za smrtnike, pa kmetijo po televiziji, pa cigarete, takšne in malo drugačne, pa kemijo na reberskih zabavah, pa seveda sok, pa vsej redko vodo v lokalu, kjer je poln naroda in čosa. Ja, resnično, brez vikendov nam živeti ni. Živo sranje tole življenje. Ej! Oči imam, pa sem slep. Ne najdem nobenega smisla več. Blagor tistim, ki živijo iz dneva v dan. Svoje klavrno življenje. Ampak jaz imam dosti tega bedenega bivanja in životarjenja. A je to sploh kakšen life? Vsako jutro vstopim v sistem in izstopim iz njega. To kakšen stroj. Pa hej ti, kje si? O Bog, oči imam, pa sem slep, če ne najdem nobenega smisla več. Bog! Kaj počnem narobe? A je narobe to, da sploh kaj delam brez tebe? A bi mogel hoditi v cerkev? Ne verjamem. To ti ni smaral pobožnih verskih fanatikov. Ali sem jaz zabluzil? A je s tabo kaj narobe? A te nisem videl? Ali se mi pa sploh izprkazal? A te nisem slišal? Ali mi pa sploh nisi nič rekel? Res je, sam takrat, ko sem na tleh, te sploh odgovorim. Ker pa se zabavam in delam. Bog, jaz hočem jasen znak, da vidim, če sploh obstaješ. No, je že tukaj. Mislim,
Ej, pa si prepričan? Mislim, cerkev pa sem v Morici. Okej. Vate ne gre dvom. Sam neki, hoš sem malo dvigneš štrik. Super. Kopok. Prijazna smrt, predolgo se ne mudi. O, Prešeren, končen vem, kaj si hotel povedati. Nočem, da na meni vidiš samo moje lepo telo, ampak tudi mojo notranjo lepoto. Veš, Rožica, jaz sem intelektualec. Meni zunanja lepota nič ne pomeni. Kaj pa je to? Sem tudi jaz intelektualec? Ne, Rožica, ti si neumna. Te imam ravno zaradi tega tako rad. Ker pride poleg tebe moja inteligenca bolj do izraza. Jaz sem tudi tebe rada. Jaz pa tebe, ampak veš, ti lahko ljubezen zgolj čutiš. Jaz pa jo lahko znanstveno dokažem. Si srečen z mano? Ja, mislim, da sem. No, vsaj dokler si tako neumna kot si. Dajva, poročiva se. Ja, zakaj pa ne? Ej, kaj pa jaz? Ja, kaj pa jaz ta? Kdo pa si sploh ti? Ne, kdo sem jaz, ampak kdo sta vidva? Kdo pa sva vidva? Oh, samo njegova podzavedna miselna projekcija, ki mu jo je poslal ljubi Bog. Posledica uživanja psihogenih drog na Ragovem mostu. Zakaj mi ni pa sam odgovoril? Oh, saj je poizkušal. Pa je nekaj hripal, ga nisi mogel slišati. Pa je že dolg časa, mislim tako, malo hripal. Niti ne, samo približno 2000 zemeljskih let, ko je po Jezusu, našemu Gospodu, odšel iz mrzlega Izraela in se preselil v toplo Evropo in Ameriko. Nama je Bog naročil, da mu je iskreno žal, da so ljudje naredili toliko narobe v tem času,
na tem svetu, vendar pa upa, da se bo kmalu vrnil in poravnal vse krivice tega sveta. Sicer pa ti je že poslal pomoč v sili. Ja, vrv za obešanje, čeprav se z njo ne morem obesiti. Obesil? Ne. On je mislil, da bi po njej splezal direktno v nebesa. Kaj pa ne zdaj, ki je ne dosežem več? Nekaj časa nima smisla, da tečnariš. Te ne sliši. Ima vneta ušesa. Razen, če bi res glasno in dolgo klical, da bi te poklical k sebi že zaradi ljubega miru. Sedaj pa nekaj nasvetov, ki te bodo olajšali bivanje v peklu. Pomagaj si sam in še kdo ti bo pomagal. Bodi to, kar si. Carpe diem. Brigaj se zase. Peri si zobe 2-krat dnevno. Postani zvezda. In ne valjaj se po rožah. Ter ne skruni nobenega drevesa. Itd., saj veš. In daj ljubezen. Hvala, oče. Zdaj vem, zakaj je vredno živeti. O, ljubezen, Maja, moraš postati moja. Pa to ti ni 3, boš ti kaj, to kaj, na, kraflje za džabe od mojih dol.
Dobro je uspela žurka včeraj. Sploh ne vem, kako sem prišel domov. Predvsem pa ne skoro. Majči, Majčica, a nama skuham kavico?